Ameriški predsednik Donald Trump je v podpori zaveznic Francije in Velike Britanije v soboto zgodaj zjutraj izdal ukaz za napad letalstva na cilje v Siriji in tako uresničil svoje grožnje po domnevnem kemičnem napadu v Dumi. Kljub odločnemu nasprotovanju Rusije so vojaška letala napadla nekaj ciljev v Siriji, ki naj bi bili povezani z izdelavo in skladiščenjem kemičnega orožja. Čas napada ni bil izbran naključno, meni politični analitik Sarikis Kasrgian. It will be so difficult for US and its allies to make a strike or to do this attack after the OPCW report. If the report was negative regarding to Syria. So it will be, can you imagine an attack after an international report that says no chemical in Duma? Kljub ostrim besednim obračunom med Rusijo in Združenimi državami v preteklem tednu je spopad velesil malo verjeten. Tudi zato, ker je bil ameriški napad veliko manj silovit od napovedi in ker zavezniška letala niso bombardirala ciljev, kjer je prisotna ruska vojska. It was not tough answer or it was not tough result because Russia believes that the strike was just let's say a TV show. It was result and the end of Trump's Twitter show by a TV show, not the strike by the meaning of a military action as Trump was treating Syria. Pentagon se zaveda, da bi ameriška vojska s svojimi zavezniki v Siriji naletela na drugačnega nasprotnika kot v Iraku in Afganistanu. Sirska vojska se je v 7 letih utrdila, s pomočjo svojih zaveznic pa predstavlja trdega nasprotnika. العسكر الأمريكي يعرف جيدا أن الذهاب إلى مواجهة واسعة وعملية كبيرة ضد النظام والجيش وقوى الحلفاء الموجودة في سوريا لا يمكن أن تنتهي. Danes so se o prihodnosti Sirije v Luksemburgu pogovarjali tudi zunanji ministri Evropske unije. Stališče unije je, da v Siriji jutrišnjega dne ni prostora za aktualnega predsednika Bašar al-Asada in da je krizo potrebno reševati z dialogom. We should keep on pushing for solution through the UN Security Council. It's the only way forward. Pomembna priložnost za oživitev političnega procesa bo že konferenca o prihodnosti Sirije, ki bo prihodnji teden v Bruslju. Na njej pričakujejo več kot 70 delegacij.